Strel Američana v vrstah Innsbrucka. Pa še enkrat Brennan, strel Brennana, ploščica se je zaustavila pri Martinu Hembergerju in 1-0 v 6. minuti. Mislim, da je Rem Murray poslal plošček za hrbet Andreja Hočevarja. Tukaj le vidimo tega hokejista, drugega najizkušenejšega NHL-ovca v ligi Ebel. Samo Jeff Schanz, napadalec, Kaca je odigral več tekem v najkakovostnejšem hokejskem tekmovanju na svetu. Poglejmo, kako se je vse skupaj zgodilo. Ja, nekoliko pozabljen je bil Murray in premagal Andreja Hočevarja. No, v tem powerplayu smo videli, da so jeseniška obrambna. Znova hokejisti iz Innsbrucka. Bruce podaja proti Tomu Hafnerju. 1-1. 14. minuta. Jeseničani so prišli do izenačenja. Ja, lahko rečemo Kanačan. Tomo Hafner, povratnik v jeseniško moštvo, je ustrelil ter dosegel svoj prvi gol v tej sezoni za Jeseničane, skupno pa svojega drugega. Enkrat je bil uspešen tudi v dresu Bloomingtona. Še vedno Marcel Rodman, prepustil je ploščico Davidu Rodmanu. David proti Andreju Heberju, močno je ustrelil. Kotik je bil dobro postavljen in pa takoj protinapad nasprotnika. Rem Murray je poizkusil. Še vedno traja napad gostov, še enkrat Murray. V sredino izbil je Marcel Rodman. In pa zadetek. Poizkus razdalje. In gol gostov. Andreas Sark, hokejist številko 21, je takole dosegel svoj prvi gol v ligi Ebel. Mladenič, star 21 let, domačin, vzgojen v Innsbrucku in gostje so znova v prednosti. 10. minuta druge tretjine. No, ravno na to sem opozarjal prej. Jeseniški igralci, ko imajo ploščico v svoji napadalni tretjini, igrajo v tretjini. Koni Stremberg, Hafner ter Gregor Polončič, Rebol ter Kovačevič poizkušajo za Jeseničane. Stremberg. Stavili so napadalno formacijo Jeseničani. Koni Stremberg podaja v sredino. Miha Rebol! Gol! 2-2. Prvi zadetek Mihe Rebolja v tej sezoni. Tukaj le vidimo tega izkušenega 31-letnega jeseniškega branilca, ki se je Zvone tokrat lepo prikradel pred vrata. No, tukaj pogledajmo, Rebol se je lepo pripeljal, napadalci oziroma obrambni igralci Innsbrucka so na njega pozabili. Tukaj tudi odlična poteza Konija Stromberga, že so mislili, da bo šel okoli vrat tudi. Dar pa še vedno traja ofenziva gostov. Unterlugauer proti Brennanu. Strel Brennana in gol. Plošček se je tam odbil od nekoga. Izkoristili so še drugič na tem srečanju igralca več hokejisti Innsbrucka. Streljal je Rich Brennan, tukaj le vidite tega 36-letnika, ki 5. sezono igral v Evropi, 5. gol je dosegel svojega drugega ob igri z igralcem več. No, pogledajte tudi pri tem zadetku, kot bi gledali posnetek prvega, drugega gola Innsbrucka ali tretjega gola, vse zadeve se dogajajo. David Rodman, Hebar. Samo Aleš Kranc na modri črti, sedaj strel za Kranca, strel Kranca, gol! Gol Aleša Kranca! 3-3 v 48. minuti. Še drugi powerplay zadetek Jeseničanov. Wow, kakšen projektil je bil to! No, tukaj je zanimivo v tej igri 5-4, igralec, branilec Innsbrucka je izgubil palico in takoj sta se seveda zamenjala palici, tako da je ostal brez palice potem napadalec in tukaj je odlična priložnost Kranca. Že prej smo videli, ko je možnost poskušali to tudi izkoristiti in seveda zadeti. Nasprotno, seveda tudi Jeseničani v 4-4 bojo poskušali že zmagati v tem podaljšku. Podaljšek se je že začel, medtem so 3 tekme že končane, Kac je premagal Dunaj z 2-0. In pogledajte ta gol, Bellissimo in Joner. Tekme je konec po 15 sekundah podaljška. No, pa smo videli Vinca Bellissima v imenitni akciji. Bellissimo Vince, lahko rečemo, zaključek pa je pripadel Dustinu Jonerju.
No, ravno tisto, ko sem omenjal minuto pred koncem, da Bellissimo na današnjem srečanju še ni dosegel zadetka, to se je sedaj zgodilo. Kakorkoli že, poglejmo ta njegov prodor, šel je sam, je dva in odlično podal v sredino. Tukaj mislim, da nekako ni bilo niti storjena napaka, dva igralca sta bila na njemu, bolj sreča tega igralca, da je zadev in tukaj niti ne omog, odličen zadetek.